Dobar večer vsem, kateri ste se potrudili, da ste prišli. In pozdravljam, predvsem in se zahvaljujem direktorju založbe Družina, gospodu Grilu, ker je sprejel moj rokopis in danes imamo knjigo pred seboj. Najlepša hvala. Na to seveda uredniku, gospodu Matiju Grinu, s katerim je bilo krasno sodelovanje in me je včasih, ko se mi zdi, da ne morem naprej, z njegovim optimizmom je prišla čez ocean bodrilna beseda. Najlepša hvala. Seveda tudi gospodu zgodovinarju Renatu Podbršiču in tukaj mojemu bratrancu, ki mi je od leta 1984 pošiljal vzdomstvo vse, kar je mogel zaslediti, revije, članke, dokumente, knjige, čeprav sem sama prihajala in odnašala s seboj. Brez njegove pomoči bi knjiga ne imela te resnosti, ki jo ima. Hvala, Tomaž, še enkrat. Morda je kdo opazil, da moji vnuki niso zapeli tretje kitice pesmi Soča in da so jo končali, ko v tem hudem vojnem času in pod fašizmom se sprašuje pesnik, kakšna tvoja bo usoda. Namreč s tem vprašanjem in s to skrbjo in s to bolečino je umrl moj oče, dr. Janko Kralj, takoj po božiču 44. leta, ko se je boril še zadnje dni v vročici, da bi se dalo kaj spremeniti. Do Jalte sta manjkala več kot 2 meseca. Naslov knjige nam zastavi vprašanje, kako utišanje, zakaj? 60 let je menilo, 60 let. Odgovorov je več, vendar za vas, ki ste ostali doma, kot za nas, ki smo šli v tujino, vemo, kaj pomeni tišina pod raznimi režimi. Mi, otroci Janka Kralja, nismo vedeli, kdaj ne smemo govoriti o tem ali onem, ker smo se rodili pod fašizmom. Ampak je bilo to naravno. Oče nas je vzgajal doma v zavedne Slovence, neošabne, ponosne Slovence, da je naš jezik naš, da ga moramo čuvati, pesem, beseda in vera. To je bila podlaga v naši družini in pa ljubezen do naših ljudi. To je do preganjanih Slovencev. Dolgo sem pisala to stvar, ker sem tudi jo prekinila, bodi si zaradi bolezni, bodi si, ker sem se posvetila drugemu delu intenzivno in tako delo zahteva koncentracije in kontinuitete. Medtem so se nabirale dokumenti in gradivo. Vprašanje je, če že pozabiš na eno osebo, zakaj ta osebnost še vedno moti, ko bivši monsignor Juvančič v Primorskem dnevniku leta 70 piše in napada nekako Janka Kralja. Zakaj po 25 letih ta osebnost moti? Moti, ker je imel poseben dar, da je napovedal stvari, ki so se potem resnično dogodile. Značilnosti njegove osebnosti bi rekla preroška daljnovidnost,
zvestoba narodu in crkvi, že zelo zgodaj se je ukvarjal s socialnimi problemi, borbena narava, voditeljska osebnost in globok filozofski pogled na dogajanja. Pa še neka širina, s tujimi ljudmi, s tujimi narodi, velika lahkota za komunikacijo tudi s tujimi ljudmi. Znanje jezikov mu je pomagalo, ampak pri vsem tem, kakor mi je nek prijatelj omenil, ga je spremljala, budno spremljala strašna intuicija. In zato najdemo v njegovem življenju veliko, predno so se stvari dogajale in spreminjale, da je to že povedal. Še zelo mlad, 20-21 let star, se ukvarja s študijem socialnih ved. Ko je bil zelo mlad, celo se jezi včasih na cerkev, da mora hitrej naprej, ker z bolševizmom je ta sprememba preskočila stoletje, počasi dozoreva. Vendar je zanimivo, ko zapiše, da so tudi oni, ta skupina Krekovi učenci, da bi jim bilo utegnilo biti v pogubo, če bi ne šli niti za korak naprej. Ugotavlja, da med leti 14 in 20 leži razvoj celega stoletja. To ni odpad od Kreka, ker sem gotov, da bi bil žalosten, ko bi vedel, da se njegovi fantje ne upajo več povzpeti do samostojne misli in da glodajo stare ideje. Na to dostavi, socialistična družba bo prišla. Vprašanje je, ali bo krščanska ali ne. Takrat je imel 23 let. Ko se vdestvuje nekaj časa, ga zanima gibanje križarjev, vedno on opazuje globje stvari, filozofsko gledanje, virsko gledanje in piše svoji zaročenki, se bojim, da to gibanje ne bo šlo dovolj v globino, kar se je tudi potem zgodilo. Pa je začelo razvijati, so se delili, nekateri so šli z OF, drugi so se podelili. Zelo zgodaj je študiral tudi komunizem, prav znanstveno, in je zadev tudi tu naše rane, bi lahko rekli, kar se je potem zgodilo. Zadene v jedro. Komunizem je materialistična in zato čisto ateistična filozofija, gibanje. Zmaga komunistične internacionale težko bo ogrozila virsko svobodo. Le naivnež bi mogel upati, da bo komunistična država kdaj priznala svobodo in avtonomijo cerkvi. In potem pravi, mu bo ta nazor, kar sem prej povedala, po našem globokem prepričanju in izkustvi zgodovine, prinesel neizogibno propast. Morda bo komunizem vršil v vesoljnem providencialnem načrtu funkcijo sile, ki naj razkroji brezbožno kapitalistično tvorbo. Toda, ko pride doba gradnje, se bo materialistični komunizem v sebi sesul. Star je bil 25 let, ko je to pisal.